V zgodovini človeštva so bile ustvarjene impozantne zgradbe, ki še danes po 5000 letih stojijo in nas opozarjajo na starodavne civilizacije. Te zgradbe so načrtovali veliki gradbeni mojstri, ki so iz roda v rod prenašali svoje znanje. Nepredstavljivo za današnjega opazovalca je, da so bile vse narejene le s človeškimi rokami, s transportom materialov po kopnem in vodi s pomočjo prvinskih tehnik, valjev, vzvodov in škripcev. Gradbeništvo je v bistvu en zelo lep poklic, to se pravi zelo kreativen, in vabim mlade, da študirajo, da se odločijo za ta poklic. To je poklic v bistvu prihodnosti, gradilo se bo vedno. Slovenija je v tem graditeljskem smislu in v graditeljski kulturi v bistvu dokaj na visokem nivoju. Gradbeništvo je tudi v bistvu interdisciplinaren poklic. To pomeni, kot graditelj lahko gradiš mostove, lahko gradiš ceste, lahko gradiš visoke stavbe, objekte, v katerih ljudje živijo. In seveda gradbenik je tudi tisti, ki v bistvu vse to koordinira in vse to povezuje. Graditi eno stavbo pomeni, moraš imeti zidarje, moraš imeti tesarje, moraš imeti vodovodarje, moraš imeti električarje. In v bistvu tisto, kar je manjka, je mojstrstvo. Zato mladi, tudi te poklici so zelo dobri, so zelo dobro plačani. In če greste v to, in če boste delali, bodite mojstri. Tako kot je, včasih bilo mojstrstvo, v bistvu se ceni kvaliteta in tudi mojstrstvo vam bo omogočilo eno solidno in kvalitetno življenje. Generalno, če se ozremo naokoli, vse, kar ni narava je ustvaril človek. Se pravi, ceste, železnice, mostove, stavbe, vse to je grajeno. In pri vsem tem je neminovno bil vedno prisoten gradbeni inženir. In to je lahko na različnih področjih, lahko je projektant, lahko je izvajalec, lahko je nadzornik. Tako da poklic ima veliko možnosti in veliko perspektive, ker je pač pri nas pa tudi drugod potrebno še veliko stvari zgraditi, tako da to je res poklic prihodnosti. Biti gradbeni inženir je čudovit poklic. Vse, kar vidimo okrog sebe, stavbe, ceste, vse to so naredili gradbeniki. Poklic se intenzivno digitalizira, to ni več poklic, kjer bi hodili v škornjih in hodili s čeladami, izdelujejo se tridimenzionalni modeli stavb, vsega drugega, ki so bolj kvalitetni od vsega tega, kar smo navajeni iz računalniških igric. Prihajajo pametna mesta, pametne stavbe, stvari so povezane s senzorji, krmilimo jih računalniško in nadaljavo. Za računalniško tehnologijo je pravzaprav gradbeništvo eden najbolj zahtevnih poklicov, eno najbolj zahtevnih področij. Lahko rečemo, da je to poklic preteklosti, eden najstarejših poklicov je pa poklic prihodnosti. Gradbeništvo bo odločilno za spopad s podnebnimi spremembami, predvsem bo pa še naprej gradbeništvo vzpostavljalo okolje, v katerem delamo, v katerem živimo, odločilno bo vplivalo na kvaliteto življenja in lepo je biti v takem poklicu, da imaš na to vpliv. Gradbeništvo kot panoga prav gotovo v času, ki prihaja in ki bo sledil po teh velikih infrastrukturnih projektih, kot so izgradnja avtocest, izgradnja in modernizacija železniškega omrežja, državnih cest in tako naprej, potrebuje osvežitev. Žal opažamo v zadnjih letih, da trend vpisa tako v srednje kot tudi v višje strokovne in pa univerzitetne študije gradbeništva upada. Želimo si, da se bi vpisi na vse te šole, ki sem jih omenil, dvignili. Seveda pa moramo tudi mi, ki se z gradbeništvom profesionalno ukvarjamo, storiti vse, da bo panoga postala popularnejša, da bo postala sodobnejša, da bo uporabljala najsodobnejše trende, ki jih danes mladi uporabljajo, digitalne platforme. Vse to pravzaprav že imamo. Slovenija sledi tem trendom. Digitalizacija in uvajanje torej digitalnih platform v gradbeništvu
je v polnem zamahu. V projektivi pravzaprav smo ga že čisto osvojili, uvajamo ga v postopke projektive, se pravi gradnje, uvajamo ga pa v postopke upravljanja in vzdrževanja objektov in lahko povem, da je gradbenik poklic 3. tisočletja.